Danes se lotevava teme, ki je res težka. Sproža ogromno čustev, pa seveda tudi globoke etične vprašanja. Absolutno. Pred nama je uradni predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. In zdaj najina misija danes ni, da bi zavzemala stališča. Ne, nikakor. Daleč od tega. Poskusila bova res razumeti arhitekturo tega predloga, kako se sploh poskuša nekaj tako osebnega, kot je odločitev o koncu življenja, prevesti v pravni jezik, v neke postopke, varovalke. Točno. Zanima naju, kakšen sistem je tukaj predviden. Tako je. In mislim, da ga najlažje razumeva, če začneva pri samem namenu, ne? Kot ga opredeljuje že uvod. V 1. členu, ja. V osnovi gre za to, da bi ljudje, ki doživljajo res neznosno trpljenje, in zanje ni več, recimo, sprejemljive pomoči, da bi dobili pravico, da se sami odločijo za konec. Ampak ne za kakšenkoli konec. Ne. Cilj je omogočiti dostoženstveno, mirno in nebolečo smrt. Ključni poudarek pa je, da mora ta odločitev temeljiti na popolni avtonomiji. In seveda informiranosti posameznika. To so v bistvu temelji, na katerih stoji celotna zgradba. V redu. Pa zčleniva to zgradbo. Poskusiva si predstavljati pot nekoga, ki sploh razmišlja o tej možnosti. Kje se vse skupaj začne? Kdo sploh lahko vstopi v ta postopek? Verjetno so najprej neki čisto osnovni, formalni pogoji, ne? Seveda, seveda. In ti so precej jasni. Zakon nam najprej postavi, recimo, ene temeljne filtre. Aha. Oseba mora biti polnoletna, torej starejša od 18 let. Jasno. Biti mora državljan Slovenije ali pa vsaj imeti tukaj stalno prebivališče. To je pač varovalka. Proti tako imenovanemu turizmu smrti, ja? Točno to, da se to prepreči. In tretji pogoj je, da je oseba vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje. Kar jo nekako umesti v naš zdravstveni sistem. Tako. Ampak to je, kot si rekla, to je šele predsoba. Šele začenjava. To so torej birokratski pogoji, kaj pa tisti vsebinski? Ti so verjetno bistveno bolj kompleksni. Kdaj se sploh šteje, da je trpljenje tako hudo, da upravičuje takšno odločitev? In tukaj pridemo do jedra zakona. Izpolnjevati je treba 3 ključne pogoje. In to hkrati. Vsi trije morajo biti izpolnjeni. Vsi trije. Prvi je, da oseba doživlja neznosno trpljenje, za katero ni na voljo nobene sprejemljive možnosti lajšanja. Okay. Drugi pogoj je, da je to trpljenje posledica neozdravljive, napredujoče bolezni. Ali stanja. Pač da je zadeva izčrpana in ne ponuja nobenega utemeljenega upanja na izboljšanje. Razumem. In tretji, morda najpomembnejši, oseba mora biti o vsem tem popolnoma informirana. Njena odločitev pa mora biti svobodna in premišljena. Počakajmo malo pri tem izrazu neznosno trpljenje. To zveni zelo subjektivno. Kar je neznosno zame, morda ni zate, kako zakonodaja sploh lahko definira nekaj tako osebnega? To je odlično vprašanje. In zakon se tega ne poskuša izogniti, kar je zanimivo. Ne pušča definicije kar odprte. Aha, torej jo opredeli? Ja. Opredeljuje ga kot stanje hudih telesnih ali pa psiholoških bolečin, ki so neposredna posledica te neozdravljive bolezne in ki za posameznika predstavljajo nevzdržno stanje, ki mu, recimo, jemlje dostojanstvo. Ključno je torej, da je povezano z boleznijo. Točno. Ključno je, da to trpljenje ni zgolj nek subjektiven občutek osamljenosti ali bivanske stiske. Biti mora trdno zasidreno v medicinski diagnozi. Razumem. Zato zakon tudi izrecno poudarja, da zgolj duševna bolezen, recimo depresija sama po sebi, ni zadosten razlog. Aha, torej obstaja vez med objektivnim zdravstvenim stanjem in subjektivnim doživljanjem trpljenja. To je verjetno ključna meja, ki jo skuša zakon potegniti. Točno tako. S tem se poskuša preprečiti, da bi sistem postal orodje za reševanje nekih socialnih ali psiholoških kriz, ki niso neposredno povezane z neozdravljivo boleznijo. Torej cilja na zelo specifično skupino ljudi. Ja, v zelo specifičnih okoliščinah. Dobro, recimo, da nekdo izpolnja te res zahtevne pogoje, kako potem dejansko sproži ta, milo rečeno, zapleten mehanizem? Kako se postopek formalno sploh začne?
Začne se zelo intimno, zelo osebno. Z ustno prošnjo pri lečečem zdravniku. In v besedilu je ena zanimiva podrobnost. Ja, Ta prvi pogovor mora potekati na samem. Brez prisotnosti svojcev, prijateljev, kogarkoli drugega. zakaj pa to? Zdi se mi, da bi si marsikdo v takem trenutku želel podpore bližnjih. Verjetno res, ampak namen te določbe je, da deluje kot varovalka. Aha, da se zagotovi, da ni pritiska. Točno. Da odločitev izvira izključno iz pacienta samega. In ni posledica, recimo, morebitnega pritiska strani okolice, pa če je ta zavesten ali nezavesten. Gre za poskus zaščite najranljivejših. Razumem. Ob tej prvi prošnji pa ima zdravnik zelo jasno nalogo. Pacientu mora predstaviti vse alternative. In ne samo to, da mora. Prepričati se mora, da jih pacient razume. Torej paliativna oskrba, protibolečinska terapija. Vse to, ja. Paliativna oskrba, vse možnosti lajšanja bolečin, psihološka podpora. S tem se dotikava koncepta informirane odločitve. Ne gre torej samo za to, da pacient reče želim si, ampak da to stori, ko res ve za vse druge možnosti. Absolutno. In to ni samo en pogovor. Zdravnik mora pacientu podrobno razložiti njegovo diagnozo, prognozo, potek bolezni in seveda tudi, kako poteka sam postopek pomoči pri končanju življenja, vključno z delovanjem in učinki sredstva, ki se uporabi. Vse to je del uresničevanja temeljnega načela avtonomije, ki je rdeča nit celotnega zakona. Pacient mora biti gospodar svoje odločitve. In ta odločitev verjetno ne sme biti hipna, kaj ne? Po tem prvem pogovoru se verjetno ne zgodi nič takoj. Ne, nikakor. Zakon predvideva obdobje za premislek, tako imenovani cooling off period. Čas za premislek. Ja, pacient mora svojo željo potrditi v drugem, ločenem pogovoru z zdravnikom. In ta se lahko zgodi šele čez nekaj dni. Namen tega je preprečiti, da bi bila ta odločitev, ki je nepreklicna, sprejeta v trenutku neke akutne stiske ali obupa. Ali pa samo slavega dneva. Točno. Želja mora biti trajna in premišljena. V redu. Lebeči zdravnik je torej prva in osrednja točka. Ampak zanašati se zgolj na enega človeka pri tako usodni odločitvi se zdi kar tvegano. Kakšne so druge varovalke? Kako sistem zagotovi objektivnost? To je ključno vprašanje. In tukaj zakon uvaja sistem več oči. Lečeči zdravnik ne odloča sam. Ko pacient potrdi svojo željo, se v postopek vključita še dva neodvisna strokovnjaka, Aha. ki ju imenuje posebna komisija. In kdo sta ta dva strokovnjaka? Prvi je neodvisni zdravnik-specialist. Njegova naloga je, da opravi popolnoma samostojen pregled primera. Torej pogledal so dokumentacijo. Tako, preveri medicinsko dokumentacijo, se pogovori s pacientom in poda svoje neodvisno mnenje o tem, ali so izpolnjeni medicinski pogoji, torej neozdravljiva bolezen in neznosno trpljenje. In ključno je verjetno to, da je neodvisen. Bistveno je, da ta zdravnik ne sme biti v nobenem razmerju ne s pacientom, ne z njegovim lečečim zdravnikom. S tem se zagotavlja nepristranskost in preprečuje morebitna, recimo, poklicna slepota. Ok, neodvisni zdravnik preveri fizično plat. Ampak kaj pa psiha? Kako zakon zagotovi, da nekdo ne sprejma te odločitve v trenutku hude depresije, ki morda sploh ni neposredno povezana z osnovno boleznjo, ampak jo ta samo poslabša? To je naloga drugega neodvisnega strokovnjaka. To je psihiater. Psihiater? In njegova vloga je zelo, zelo natančno določena in omejena. To je pomembno poudariti. Psihiater ne presoja, ali je pacientova želja pravilna ali upravičena. Torej ne presoja želje same? Ne. Njegova edina naloga je oceniti, ali je pacient sposoben odločanja o sebi. Ali, strokovno rečeno, ali ima ohranjeno sposobnost razsojanja. Kaj to točno pomeni? To pomeni, ali razume informacije, se zaveda posledic svoje odločitve in ali to odločitev sprejema priseben, brez neke duševne motnje, ki bi vplivala na njegovo presojo. Torej, psihiater ne ocenjuje modrosti odločitve, ampak samo mentalno sposobnost, da se ta odločitev sploh lahko veljavno sprejme. Natančno. Gre za presojo prisebnosti, ne za presojo želje. Ta ločnica je ključna za spoštovanje avtonomije posameznika. Večkrat si omenil to posebno komisijo, ki imenuje te strokovnjake. V predlogu se imenuje Komisija za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.
Kdo so ti ljudje? Kakšna je njihova vloga v celotnem sistemu? So nekakšno vrhovno sodišče za te primere? Ne. In to je res pomembno razumeti. Komisija ni nek etični arbiter ali sodnik v posameznem primeru. Sploh ne. Aha, Njena vloga je predvsem nadzorna in organizacijska. Ne odloča o usodi posameznika. Sestavljena je iz 5 članov različnih strok. različnih profilov predvedevam. Ja, med njimi so zdravniki, pravnik, medicinska sestra in strokovnjak z področja družboslovja ali humanistiki. Imenuje jih predsednik republike, ker jim daje določeno institucionalno težo. Ok, če ne odločajo o primerih, kaj potem točno počnejo? Njihova naloga je, da so varuhi sistema. Oni so tisti, ki za vsak primer imenujejo neodvisnega zdravnika in psihiatra iz vnaprej pripravljenega seznama. Vodijo centralni, anonimiziran register vseh postopkov, zbirajo podatke In poročajo. in enkrat letno poročajo državnemu zboru. V bistvu skrbijo, da postopki tečejo po pravilih transparentno in da se sistem ne zlorablja. So bolj administrativni in nadzorni organ. Torej so bolj administrativni organ kot pa etični arbiter. Ampak ali obstaja tveganje, da postanejo zgolj birokratski organ, da samo odkljukavajo dokumentacijo, namesto da bi resnično nadzirali duha zakona? To tveganje vedno obstaja, pri vsakem nadzornem organu. Vendar je sestava komisije zasnovana tako, da bi to poskušala preprečiti. Vključitev pravnika zagotavlja postopkovno pravilnost, medtem ko strokovnjak za družboslovje prinaša širšo, etično in socialno perspektivo. Aha, da ni samo medicinsko-tehnično. Točno, da odločanje ne postane zgolj medicinsko-tehnično vprašanje odkljukanja pogojev. V redu, postopek teče, vsa mnenja so pridobljena, so pozitivna, pacient ima zeleno luč. Kaj pa, če si v katerem koli trenutku premisli? Recimo dan pred izvedbo. To je ena najmočneje poudarjenih pravic v celotnem besedilu. Pacientova volja je absolutno na prvem mestu. Vedno. Kadarkoli. Do zadnjega trenutka. Brez kakršnih koli pojasnil ali posledic lahko odstopi od postopka. Če reče ne ali pa samo nakaže dvom, se postopek takoj ustavi. In potem? Zdravnik mora o tem zgolj obvestiti komisijo, da se primer zaključi. Ta pravica do preklica je neomejena in absolutna. To poudarjanje avtonomije se kaže tudi pri sami izvedbi, ne? Tukaj je ena podrobnost, ki se mi zdi izjemno pomembna. Res je, in to je morda najbolj simbolno dejanje v celotnem procesu. Zakon namreč določa, da mora pacient učinkovino v telo vnesti sam. Sam? Ja. Zdravnik ali medicinska sestra lahko vse pripravita, smrtonosno sredstvo, namestita intravenski kanal, ampak končno dejanje, bodisi zaužitje tekočine ali sprožitev infuzije, mora izvesti pacient sam. Čakaj malo, to je res pomembna podrobnost. Torej, če pacient sam ne more fizično sprožiti mehanizma, recimo zaradi napredovale bolezni, postopek odpade. Tako je. To postavlja avtonomijo dejanja pred samo željo po končanju življenja. Sem prav razumela? Točno si razumela. To je ključna pravna in etična ločnica. S tem, ko pacient sam izvede končno dejanje, se potrdi njegova prostovoljna odločitev do samega konca. Hkrati pa to pravno loči pomoč pri končanju življenja od evtanazije. Kjer bi dejanje izvedel nekdo drug. Tako, recimo zdravnik. Ta določba je tam zato, da se prepreči vsakršen dvom o tem, ali je šlo res za voljo pacienta. Zakon določa tudi, kje se postopek lahko izvede. To verjetno ni nepomembno. Nikakor. Predvideno je, da se postopek izvede na pacientovem domu ali v bolnišnici. Zanimiva pa je določba glede domov za starejše in drugih socialno-varstvenih zavodov. Tam verjetno ni mogoče. Načeloma ni mogoče. Razen če vodstvo oziroma lastnik institucije s tem izrecno soglaša. To spoštuje avtonomijo ne le pacienta, ampak tudi institucij, ki imajo lahko svoje vrednotne ali pa organizacijske zadržke. In kaj se zgodi po smrti? Kako je to formalno urejeno, da se preprečijo morebitni pravni zapleti za svojce? Tudi ta del je natančno opredeljen. Lečeči zdravnik, ki je bil prisoten, uradno ugotovi smrt in opravi mrliški pregled. Ok. V poročilo o vzroku smrti pa se kot neposredni vzrok ne vpiše samega postopka, ampak osnovno bolezen, torej tisto, zaradi katere je bil postopek odobren. Aha.
In kar je pravno izjemno pomembno, smrt, ki nastopi na ta način, se po zakonu ne šteje za samoumor. To ima verjetno posledice pri zavarovanjih, dedovanju. Tako, ima velike posledice in svojcem prihrani marsikatero dodatno težavo. Seveda pa takšen zakon ne bi bil celovit, če ne bi vseboval tudi kazni za tiste, ki bi kršili ta stroga pravila. Ne gre samo za navodila, ne, ampak za zavezujoč sistem. Tako je. Zakon vzpostavlja sistem s odgovornostjo. Nadzor nad izvajanjem naj bi upravljala zdravstvena inšpekcija. Še pomembnejše pa so kazenske določbe, ki predvidevajo globe za različne prekrške. Visoke globe. Segajo od nekaj sto pa vse do 5000 evrov. In za kakšne prekrške gre, na primer? Recimo, kaznovan je lahko zdravnik, ki pacienta ne seznani z vsemi alternativami, kot je paliativna oskrba. Ali če komisije ne obvesti, da je pacient odstopil od postopka. Ali pa če se ne zagotovi prisotnosti zdravnika ob sami izvedbi. Te določbe niso same sebi namen. Ne, seveda. Njihov cilj je zagotoviti, da se bo vsak korak v postopku dosledno spoštoval. Saj že najmanjše odstopanje lahko ogrozi temeljna načela zakona, kot sta prostovoljnost in informiranost. Vsaka varovalka je pomembna in kršitev katerekoli je sankcionirana. Če poskusiva potegniti črto, predlog zakona, o katerem se pogovarjava, vzpostavlja izjemno podroben večstopninski postopek. Res je poln varovalk. Zdi se, da nič ni prepuščeno naključju. Res je, zelo detaljno razdelan. In glavni cilj vseh teh korakov, od prvega pogovora, mnenja neodvisnih strokovnjakov do vloge komisije, je zagotoviti, da je odločitev resnično svobodna, informirana in posledica objektivno ugotovljenega neznosnega trpljenja. Reda nit je ves čas avtonomija pacienta. Točno. Sistem je zasnovan tako, da poskuša preprečiti zlorabe na več nivojih. Z vključitvijo neodvisnih strokovnjakov se zmanjša tveganje neke subjektivne presoje. Z nadzorno vlogo komisije se zagotavlja sistemska transparentnost. Z zahtevo, da pacient sam izvede dejanje, se potrjuje njegova volja. Gre za poskus, kako izjemno težko etično vprašanje prevesti v nek strukturiran, predvidljiv in nadzorovan pravni postopek. Seveda pa noben zakon ne more biti popoln. In morda za konec še misel za poslušalce. Ta zakon, kot sva videla, do potankosti opredeljuje postopke in pogoje. Določa, kaj mora preveriti zdravstveni sistem in kaj pravni sistem. Ja, formalni del. Toda obstaja nekaj, česar noben zakon ne more in ne poskuša opredeliti. Kako potekajo tisti najtežji in najbolj osebni pogovori. Pogovori med pacientom in njegovimi najbližnjimi. Tako je. Tisti pogovori, ki se zgodijo še preden se sploh vstopi v ta formalni postopek. In to je razsežnost, ki ostaja on kraj dometa kateregakoli besedila.